Pozdravljeni, dame, gospodje in otroci. Poletnih počitnic je konec in vsi se vračamo ali pa smo se že vrnili v ustaljene tirnice. S tem pa tudi oddaja Šport 1 na 1. Športnikov, ki so med poletjem zastopali Slovenijo, je ogromno. Čestitam tudi vsem olimpijcem, ki so v Tokiu res naredili neverjetne rezultate. Tokrat pa sem v oddajo povabil nekoga, ki je šport izbral zaradi svoje trme. Dovolimo članu avstralske ekipe Team Bike Exchange, da sam razloži to štorijo. Luka Mezgec, dobrodošel. Živijo, sam. Hvala vid za povabilo. Zdaj pa ti povej, kako se po Vuelti, en taki preizkušnji rečemo, sploh lahko spočiješ to hiter? Ponovadi traja tako po 3-tedenski dirki, kakšnih 7 dni do 10 dni, recimo maksimalno, da priješ nazaj na en normalen dnevni nivo, če temu lahko rečem, tudi energetsko. Ker prvih en teden, recimo pa res popoldne tako zaspiš za 2 ure, ker sredi noči tak globok spanc in na easy treningi urico, 2 urice dolge čistke do 100-110 pulza in to je to, aktivna regeneracija. A to je čisto easy trening, 1 urica pa pol, 2 urice. Ja, do 110 pulza, to je kar na kavču, če je kakšen akcijski film. Evo ga, pa dajva najprej z gledalci in poslušalci podcasta malo povedati glede tvoje zgodbe, kako to, da si izbral kolesarstvo? Ja, v bistvu zelo po naključju, saj sem že nedostkrat povedal to mojo zgodbo, kako sem prišel do kolesa v bistvu. Bilo je tako, da so mi nekako v Kranju smo živeli in so mi izpred hiše ukradli moj do takrat zelo dober gorski kolo in glih v tistem času, ko sem imel birmo, tako da sem v bistvu od svojcev, od dedka pa babice in kup denarja dobil, tako se za krščansko familijo spodob in vsi moji prijatelji so kupovali skuterje, jaz sem pa rekel, zdaj kolo so mi ukradli, neki smo tam sosedi, ki so dosti starejši od mene, nekih 5 let, smo glih začeli kolesariti. In sem si želel imeti boljši kolo kot sosedje, in sem ves tisti denar zapravil za en super dober kolo za tiste čase. In ja, sem začel malo kolesariti, te sosedje so me začeli malo zbadati, tako zakval tak dober kolo, kva si neumen, si dal toliko denarja za brez veze, bolj bi bil skuter. In jaz sem pa hotel jim dokazati, da v bistvu imam boljši kolo, sam jih tudi lahko prehtim na klanca, čeprav so starejši. In tako nekako sem začel skozi več kolesariti in spoznaš družbo in te nekako potegne. V bistvu, ker je bilo toliko drago kolo, si že skoraj mogel kolesariti. Ja, v bistvu sem imel slabo vest, ker sem en kup denarja zapravil za kolo in zdaj, če bi stal v garaž, sem res počutil kot bebec. Tako da sem ga mogel nekako si dokazati, da sem ga vreden. Zdaj pa tvoja prva tura je bila pot na Jezersko. Dobro si informiran. Vse vem. Ja, pot na Jezersko, res. Takrat mislim, da glih bral sem knjigo od Lansa Armstronga, če se prav spomnim, in me je itak bereš list za listom in dobiš motivacijo, sem rekel, zdaj pa grem jaz tudi na kolo. Se odpravim proti Jezerskem iz Kranja, to je nekih 30-35 kilometrov, in po enih 25 kilometrih se začne tako bolj močno vzpenjati in jaz sem prišel do tja čist prazen. Pač itak nisem vedel, kako je to športno prehrano, a rabim kaj za jesti, a rabim kaj za piti. V glavnem čist prazen, obrnem prvič v življenju, čeprav sem bil dosti mlad še takrat, da sem v bistvu cilj, sem si ga zastavil tako nekako prekinil in sem se obrnil, nisem ga dosegel, sem šel nazaj, počutil sem se poražen, čeprav sem bil čist mrtev in to je bila moja prva taka bolj resna tura in se sam spomnim, kako bom zdaj ta kolo prodal, sam to mi šlo po glavi, ker se nam več usedel na ta kolo. A to si razmišljal, ko si šel nazaj grede, si rekel, ne bom več. In danes se z ljudmi, ki pač niso toliko na kolesu oziroma ki nikoli ne grejo na resno turo, veliko je teh, sploh zdaj v času kolesarskega buma v Sloveniji, ki pravijo, ma ne moreš kar vsak dan kolesariti po 150-200 kilometrov, 3 tedne zapored. Ja, sej, jaz tudi včasih nisem mogel, ampak zdaj, ko pa greš 1 uro vsak dan, pol 2 ure vsak dan, 3 ure in kar naenkrat prešaltaš na 4, 5, 6 ur vsak dan,
pa se pa telo navadi, tako kot marsikšno drugo zadevo. Zdaj si mi dal pogum, da bom tudi jaz se spravil, ampak jaz bom začel rečemo z pol urami na dan. Ne, boš vabljen, greva skupaj, te povabim, evo. Pa res, Da ampak začneš res. z mano. Ja, to pa res, to te držim pa za besedo, ker bi res rad začel zaradi mojih kolen in zdaj teč glih ne morem, kolo bi mi pa glih Super, evo. fajn prišel. Veliko poznam takih športnikov, ki so imeli, predvsem nogometašev, so pol res za rehabilitacijo začeli kolesariti in evo, danes so navdušeni kolesarji. Zdaj pa, ko vse poznaš, vse slovenske ceste in gorske proge, a ne, katero progo bi priporočal slovenskim ljubiteljskim kolesarjem? Zelo težek vprašanje. Zdaj, najprej bi vprašal tega človeka, koliko kolesara, ne? Ker če bi ga poslal na Vršič pa Mangart, mogoče se mu vse skupaj malo uprl. Jaz mislim, da je zelo lepa proga, lahko ta iz moje strani do Kranjske gore recimo, in pa tudi naprej do Italije, čez Italijo, ta prvi del, zato ker poteka po lepih kolesarskih cestah, ne rabiš gledati na promet, super gorski zrak te obdaja in imaš res mirno. No, to progo bom midva šla. Ko ni preveč nevarno, pa pol lahko se usedemo v Kranjski gori nekaj pojeva, pa mogoče naprej ali pa nazaj. Bomo pa videli. Evo, dogovorjeno. Zdaj pa preden zavihava rokave in se lotiva prve rubrike, pa me zanima, Luka, kako bi se ti opisal? Ko nisi kolesar, ko nisi partner. Kdo je Luka Mezgec? Jaz bi se opisal kot športni navdušenec, tako res na kratko. Dostikrat razlagam ljudem, da kaj je najtežji pri kolesarstvu, ne? Je to odrekanje tega, da moraš iti v dežju na trening, kaj je to odrekanje picam pa burgerjem in tej nezdravi prehrani. Pa rečem, da ne, da v bistvu meni je najtežji, ko se moram odreči drugim športom. Ker vem, ker sezona poteka, prvič nimaš dosti energije, da bi še druge športe delal, drugič smo pa mi kolesarji toliko monotoni v gibanju, da nam dela en sklop mišic in ostale mišice, karkoli drugega delaš, imaš neskončen muskel fiber drug dan. In to mene najbolj ovira, ne. Tako da športni navdušenec in komaj čakam, ko bom zaključil profesionalno kariero, da bom lahko zjutraj vstal in rekel, danes grem tenis, jutri grem košarko, danes gremo s prijatelji nogomet, tega zdaj ni. Evo ga, zdaj pa začniva s prvo rubriko, ki nosi ime Generalno v 60 sekundah. Nanizal ti bom vrsto vprašanj, ali ti boš mogel pa čim prej odgovoriti brez pretiranega razmišljanja. Okej. Ajde, hrib ali cesta? Hrib. Tour ali Giro? Tour. Poletje ali zima? Poletje. Vztrajnost ali hitrost? Hitrost. Vzpon ali spust? Spust. Provansa ali Toskana? Toskana. Meso ali zelenjava? Meso. Knjiga ali film, serija? Film, serija. Sonce ali oblaki? Sonce. Oddaja ali podcast? Oddaja. Evropa ali Amerika? Evropa. Lev ali orel? Lev. Sedež ali krmilo? Krmilo. Šprint ali tek na dolge proge? Šprint. Počitek ali aktivnost? Aktivnost. Evo ga, prišla sva do konca. Zdaj pa, zakaj Tour? Ne vem, zadnji 2 leti sem vozil Tour, prvih 5 let moje kariere sem vozil Giro in zdaj vmes je toliko časa minilo, da sem že Giro malo pozabil. Tako da je avtomatsko Tour, vse je glede Toura. Kaj pa tlele, zakaj pa si rekel tlele pri vzponu ali spustu? Zakaj si rekel spust? Zato, ko ni treba goniti navzgor. Normalno, pa večja hitrost. Manj vztrajnosti. A pa te kaj strah, da ko se spustiš tako dol po strmini, pa greš na polno? Ne, po spustu res ne. Mislim, čas za straha ni v ta pravih dirkah. Kakor začne ta ideja o strahu nekako se v glavo noter prerivati, moraš nekako izklopiti in si reči, ok, bom potem razmišljal, kaj se vse lahko zgodi. Zdaj ni cajta za to.
Zdaj pa sem nekje bral, da je poletje tvoj najljubši čas, rečemo tako, da zelo uživaš v poletju, ampak sem bral tudi, da si kot pohodnik bolj aktiven po zimi. Kako je to možno zdaj? Ja, zato isti odgovor, kot so prej govorila, zaradi muskelfibra. Pozimi še zmeraj ni toliko kolesa, lahko še majčkeno druge športe kombiniramo, ampak se enkrat začnejo dirke, je pa res tisto kolo, fitness recimo še malo zraven, ampak ja, ni časa za hribe oziroma minimalno vzdržujem to pohodništvo še poleg kolesa, bolj za aktivno regeneracijo imam, recimo tule kakšna Šmarna gora, ko jo vsi poznamo, tisto urico gor dol. Tako. Kako se je pa zgodil tvoj preskok iz gorskega v cestno kolesarstvo? Jaz sem začel 2005 na gorskem kolesu, se pravi junija. V bistvu moja prva dirka v gorskem kolesarstvu je bila državno prvenstvo in tam sem bil takoj tretji. To je bilo pač disciplina cross country. Ko sem začel trenirati, sem itak spoznal toliko pa toliko več ljudi, kolesarjev, ki so trenirali in med njimi tudi cestne kolesarje. In vsi so imeli malo avto, malo tretji, jaz pa kot na mountain bikeu v bistvu nič. In 2009 sem še malo bolj treniral z njimi in sem res videl, mislim, sem boljši kot oni, jaz grem dam z avtom, ki si ga deliva s sestro, pa ki so ga starši kupili, oni grejo dan z avtom, ki so si ga sami kupili, ne. Pogrešal sem tudi ta socialen vidik, ker pač tam v gorskem kolesarstvu si sam, je kot en kronometer, od štarta do cilja, ni pogovora, nimaš ekipe, ki bi ti pomagala, tam je pa na cesti pa še zmeraj neka družina. In to je bilo to. Evo, Luka, zdaj mi pa še to povej. Mislim, en nasvet rabim zase, pa mislim, da tudi za vse Slovence. Kako pravilno uporabljati prestave? V bistvu pravilno, ja, najbolj osnovno pravilo je to, da ketna nikoli ni diagonalno postavljena. Vedno moraš imeti nekako v sredini. Najbolj osnova tega je, da probaš imeti ketno čim bolj naravnost, nikoli ne diagonalno. To je edini pravil, ko obstaja. To je edini pravil. Kaj pa, ne vem, ko se matraš po klancu navzgor, kaj je, boljše, da goniš v nizki ali visoki prestavi? To je pa zdaj spet odvisen od človeka, k vam ustreza, ne. Eni gonijo ful na moč, se temu reče, se pravi nizka kadenca, počasi vrtijo, drugi se lahko isto hitro peljejo, pa res hitro vrtijo, ne, visoka kadenca, se pravi mi rečemo na obrate. Mogoče takrat, kadar voziš na obrate, šparaš mišice, ampak zihar je srce malo bolj na delu, se pravi je višji puls, ampak pa šparaš mišice. Če pa delaš kakšne intervale, mi rečemo na moč, greš pa na nižjo kadenco in takrat v bistvu muskulatura raste, ne. A pa vedno, ne vem, ekipe zmaga, rečemo, je vedno tako, da kolesar, tako zmaga, rečemo na Touru ali pa na Giro ali pa Vuelti, se zgodi zaradi tega, ker ima toliko boljšo ekipo ali zaradi tega, ker je tudi sam toliko dober? Če so recimo trije enakovredni šprinterji, enako močni, bo zmagal tisti, ki ima boljšo ekipo. In fora je pa tudi v tem, da vsaka ekipa pošlje na določeno dirko, recimo eni pošljejo na Tour celo ekipo samo za šprinterja. In ta šprinter ima 7 pomagačev, ne, ker pač ekipa sestavlja 8 kolesarjev. Ena druga ekipa ima vse za hribolazca, recimo ekipa Rogliča pa Pogačarja, oni samo za njega pomočnike pripeljejo, ne, oni sploh ne sodelujejo kaj dosti v šprintih. Mi imamo pa toliko močnega hribolazca, da je lahko recimo v top 5 na koncu in to pomeni, okej, boš imel podporo, ne pa celotne ekipe, ne. Se pravi, on bo imel 3 pomagače, potem pa pripeljemo še šprinterja, ki mogoče ni najhitrejši od vseh, ampak če se vse prav izpelje, jih lahko tudi šprinta, ne. Super, evo, zdaj pa od izzivov pa skočiva v preteklost in poglejva v prihodnost. Čas je za video uvid. Zdaj pa, kakšen nasvet bi dal sam sebi pred 10 leti? Pred 10 leti, če bi rekel pred 20, bi bilo drugače, ker bi rekel, takoj začni s cestnim kolesom.
Pred 10 sem pa že bil na cestnem kolesu in bi rekel, ja, vztrajaj. Kakšni pa rečemo so bili tvoji cilji pred 10 leti? Kje so bile tvoje meje? Kje si rekel, tu je pa moja meja? Moj cilj je v bistvu bil to, vedno sem si želel, da bi, pač v športu sem užival, ne? In sem si želel, da bi imel zjutraj, ko bi vstal, edino nalogo, da opravim trening in da se spočijem za drug dan. Se pravi, biti profesionalen športnik, da si toliko plačan, da ne rabiš razmišljati, zdaj moram iti hit na trening, moram poljeti študirati na faks ali pa delati in tako naprej, ne. To mi je bila želja in na srečo se mi ta želja uresničila. Kaj pa, če pogledaš zdaj svojo kariero, kaj bi ti označil kot vrhunec? Ja, vsekakor glede rezultatov je bil en moj vrhunec oziroma najlepše doživetje zmagati etapo v Trstu z vsemi Slovenci, prijatelji, ki so me v bistvu čakali cele 3 tedne, ne, spremljali po celi Italiji in pol zadnjo etapo se tam vidimo in zmagam. To bi bilo tako res vrhunec, kar se tiče osebnih rezultatov. Kako pomembno vlogo ima v kolesarstvu data science, analiza podatkov? A imate vi to? Imamo. Kako pa to izgleda? V bistvu naši vsi treningi se pač snemajo, ne, na teh števcih in tam dobimo podatke od srčnega utripa, hitrosti, temperature, power meter, se pravi vati, s kakšno močjo potiskamo. In ko pridemo dan, pritisne stop in se avtomatsko naloži to na Training Peak, se reče, to je neka spletna platforma, kjer ti v bistvu naredi analizo treninga in v to platformo so vpisani vsi od športnih direktorjev v klubu do trenerjev, dohtarjev, pač vsi, ki so jim te podatki pomembni, ne, da izberejo ali ekipo za naslednjo tekmo oziroma dirko, ki vidijo, okej, ta je mogoče zdaj ni toliko dober glede na te številke, ki nam kažejo, tako da je mogoče bolj, da ga odpočijemo in vzamemo drugega bolj svežega kolesarja. To trenerji pa samo spremljajo odziv na trening, ne. Se pravi, če ti da eno vrsto intervala, kako si se ti odzval na to, se pravi, čez par dni ali pa čez par tednov. Vse to spremljajo in na podlagi tega oni vidijo, kjer trening nekomu ustreza in kakšen trening nekomu ne ustreza. Zdaj, ko je ta data science prišla pa analiza, ne, a misliš, da ima še šport to čarobnost, a ne, a veš, ali so to samo še, rečemo, številke, sekunde, metri, meritve, a veš, ker vedno več športa, na primer, v košarki je zdaj ful tega, v nogometu, vem, da je bilo takrat že v bejzbolu, rečemo, Moneyball, če si gledal, da je zdaj v kolesarstvu, v rokometu, rečemo, tega še ni toliko. Ja. Jaz mislim, da glede dirkanja, pred parimi leti so se malo pritoževali, da bi, ker je ekipa Sky bila toliko suverena, da so res zmagovali Tour de France leto za letom in takrat se spomnimo, so vsi gledali, ja, oni sam na vate vozijo, ne. Spredaj se postavijo, toliko, ki vejo, s kakšno močjo pritiska, da je zdržali in noben ne napade, ker ne more, ker je za brez veze. Ampak mislim, da se je zdaj to spet majčkeno obrnilo. Ta data science se uporablja mogoče ful bolj v treningih, kakor se je včasih, na dirkah je pa še zmeraj ful pomemben ta mentalen spektor, ne, ki pa ga mogoče kdaj zanemarjamo, se pravi, en lahko ful bolj oziroma ful več iz sebe stisne na dirki, kakor na treningu in tega pač ne moreš vkalkulirati v trening, ne. To je to, pol eni recimo dobijo toliko več adrenalina v podpori publike, da spet tiste podatke, ki jih imajo, so nič vredni. Tako da jaz mislim, da kolesarstvo je še zmeraj kar dosti zanimivo kljub tem pripomočkom, ki jih imamo. Prejle si omenil, da imate nutricioniste. Kakšna je njihova vloga? Še posebej v kolesarstvu je zelo pomembna ena prehrana. Ja, njihova naloga sploh zdaj v zadnjih časih je to, da ti pač iz vseh teh podatkov, ki sem ti jih prej omenil, zračunajo oziroma tam že da neki izračun grob, koliko kalorij človek porabi na kolesu in potem oni izračunajo, koliko ti rabiš pač, da se nafila za drug dan, kakšno hrano in v kakšnih količinah, da boš imel optimalno regeneracijo in pa predvsem, da ne boš shujšal na teh 3-tedenskih dirkah, je to dosti pomemben.
in tudi, da se ne bo zredil, ne. Spet odvisen od tipa človeka, s katerim imajo opravka. Tako da najbolj je to, no. A pa, na primer, se ti velikokrat zgodi, da greš lačen stran od mize? Pravzaprav nikoli. A res, ti to zračunajo v bistvu, ali si že navadil na velike, male porcije, ne vem, kako to izgleda. Ja, ne, sploh na dirkah, mislim, je težko, da greš lačen od mize, ker so toliko zahtevne dirke, toliko časa preživimo na kolesu, toliko kalorij pokurimo, da enostavno moraš veliko pojesti, da to nadoknadiš. In mislim, da pred leti je bilo malo bolj tako, kao, ja, izogibajte se hidratov, ni to najbolj, ne. Zdaj pa spet cuker, najprej cuker, enostavne hidrate, da se priješ, ker vemo, da hidrati v bistvu najbolj pomagajo pri regeneraciji, ne pri endurance športih. Tako da, ja, dobro zračunajo in jaz sem vesel, da imam tudi dobre kuharje, da je tudi okusna hrana, da ni sam številke. Kaj pa, če ne bi bil kolesar, bi mogoče bil tekač? Glede na to, da si poleg tega, da si bil karate kid, pa da si blestel tudi v krosih. Ja, mislim, saj pravim, ti vzdržljivostni športi so mi kar ležali. In glede na to, da sem danes šprinter v kolesarstvu, sem bil tudi takrat dosti hiter na 100 metrov oziroma na 60 metrov smo laufali, ne, v času šol. Ampak ja, neka paradna disciplina mi je bila 600 metrov, kar je glih nekako isto, kot danes lead-out kolesar, ne. Nisem čist tipičen šprinter, ne morem se boriti proti najboljšimi šprinterji, zato pa sem raje majčkeno več glavo vključim in delaš taktiko, lead-outsi, manj pritiska tudi glede rezultata, ne, ker še zmeraj nimaš ti rezultatske odgovornosti, imaš še zmeraj šprinter. Tako da ja, zaenkrat mi je ta pozicija super. Kaj pa prihodnost, rečemo? Kje se vidiš čez 10 let? Čez 10 let se vidim malo več časa v Sloveniji, ker ga zdaj res, kadarkoli sem tukaj, mi je toliko super, ampak vedno je samo za par dni in spet gremo nekam drugam. Tako da neka umirjen družinski life, to je to. Zdaj, ko sem nazaj v Sloveniji, bom prišel še na kako kavico, ker pa delaš najboljše kapučinčke, mislim, to je neverjetno. Ja, le enkrat se morava ujeti in ja, mogoče v roku 10 let tudi kaj odpremo v smislu kakšne kavarnice. Tako da zaenkrat se še urim. Zdaj pa od prihodnosti pa k mitom in legendam, kjer boš potrdil ali ovrgel prepričanja o kolesarstvu. Evo ga, zdaj pa tole mene tudi resnično zanima. Kolesari si zato, da ste bolj aerodinamični, brijete noge. Drži ali ne drži? Ne drži. Saj ne v prvem planu. Zakaj pa se potem brijete noge? Ma največ zaradi masaž in pa pacev, predvsem pacev, ne. Ko padeš ves ta smeti, umazanija, prah, ko pobereš, v bistvu je fajn, da se rana toliko lažje očisti, ker paci veliko energije poberejo. Zdaj pa, če se ti še kaj zagnoji, pa na etapnih dirkah težko pol doživiš konec dirke, moraš iti predčasno iz dirke. Zdaj pa, teža kolesa, ki ga izbereš, je ključna. Lažje kolo je boljše, drži ali ne drži? Ne drži. Je res, da je lažje kolo bolj, bi rekel, odzivno, ampak če lahko kolo ni dovolj togo, je pa spet neuporabno, ne. Tako da mora biti glih en tak ta prav miks med togostjo in pa težo kolesa. Kaj pa tale mit, da je kolesarjenje po slovenskih cestah nevarno? Tudi to ne drži, sploh ne drži več. Sploh zdaj v teh časih, ko je kolesarstvo toliko, v bistvu, vsi so toliko navdušeni nad kolesarji, da sem dostikrat zdaj zasledil, da ti potrobijo, pa namesto, da ti pokažejo sredinca, ti pokažejo hudus, ne. A res? Tako da ja, tudi kakšen šipodol, da bravo, navijamo. Tako da ja, super. Razbila sva nekatera prepričanja o kolesarstvu, sedaj pa k moji najljubši rubriki Nevidni oboroževalec. Pogovarjali smo se z eno osebo iz tvojega življenja
ki nam je povedal par anekdot, ti moraš pa ugotoviti, za katero osebo gre. Preden ti nekaj zašpilam, ti dam en namig. Zdaj pa to je sendvič. Nimam pojma. Nimaš pojma, evo, zdaj ti jim dam pa zašpilam anekdoto. Dokler Luka še ni bil nek profesionalen kolesar na nekem nivoju, s tako ekipo v zadju, kakor jo ima danes. Tako da sem bil v določenih momentih, sem mogel biti jaz ta. Bila sem poimenovala, oziroma Luka je poimenoval njegovega Petroja. In enkrat sem rešil z njemu na tekmo v Opatijo. Tam je bilo kar nekaj fantov, tekmovalcev. Luka je bil takrat, mislim, da zelo izkopal z tiste konkurence, tako da nekaj dobra anekdota, ki mi Zelo stala je, da so fantje pol med sabo tekmovalci stavili, da če jih prehiti za 2 kroga, pa vmes še poje sendvič, mu vsi ostali dajo svoje nagrade. Tako da Luko je pol dejansko, glede na to, da je bil res toliko hitrejši od njih, pa zaradi tega podcenjevanja sendviča ni pojedel, tako da je ostal brez tistih nagrad. Je pa sigurno tisto tekmo dobil tako zelo z eno tako lahkoto. Normalno. Pol sem že vmes, preden je bil normalen zvok, sem že vedel, za kjer ga gre. Za tvojega prijatelja. Vasar Petrojer. Miha Pušavec. Pušavec, ja. Pušavec, pardon. Moj bivši sosed iz Kranja, z njemu sva v bistvu doživela večji del otroštva. Marsikšno traparijo sem ga naučil, ker sem bil toliko starejši, oziroma sem še kar 4 leta starejši kot on. V bistvu ste bili pa tudi bolj navihani, neke posebne frače ste imeli. Navihani smo bili, ja. Pa frače, pa neke frače, dajma tole, mi da zdaj poslušaj tole z frače, pa boš malo komentiral. Iz palčk za švasat smo delali frače. Ta frača je bila se prav sestavljena iz palčka za švasat, iz elastike od spodnjih hlač, pa kaveljčki so bili narejeni, se prav te zastreljati iz električnih kablov, kar pomeni, da je to kar zelo bolelo, če te je zadel. Enkrat so se z Lukom skregala, v glavnem jaz sem ga pol še malo izzival, na kar je on odprl neka garažna vrata in me zadev s tisto fračo direkt v hrbet, ker roko na srce najbolj varna stvar ni bila. Najhujše od vsega je pa bilo na koncu, da je kazen bila za Luka, da ni nobil nekih hlač, kjer je imel naročene oziroma imel željo tako, da je ostal brez njih in teh hlač ni videl še do danes, tako da bi moral enkrat jaz šupil teh hlač. Ta je pa huda, kje ste to najdel? V bistvu ja, saj že vse povedal. Mislim, to so bili časi, ki je bilo skejtanje pa to ful popularen in vsi v šoli so imeli te begi hlače. V Kravnu je bila ena štacuna skejtarska, Billabong, ali kako se je rekla. In te hlače, Billabong, sem si jaz toliko želel. Mami mi je že obljubila vse. Še spomnim se, $14,000 so bile, ful denarja, tako. Nenormalno. In ja, hlače so šle. Sem ga ustrelil soseda, ne. In nisi dobil nikoli hlač? Nisem nikoli dobil hlač. Še pol sem se skrival, palovil, sem ga hotel se mu maščvati, ampak en teden je minil in pol sva spet prijatelja ratala. Ampak hlač nisem dobil, tako da, Miha, te držim za besedo. Pa jaz treniral tudi karate, ne? Pa da si gledal filme Bruce Leeja pa Jackie Chana. Skozi. A si skozi gledal? Skozi, vse. Pa samo trening scene. Samo trening scene? Ker so svečo ugašali, pa tako naprej. To je bilo meni noro. A si tudi probal kako svečo ugasniti? Tudi sem to proval, vse sem proval. Prvi, drugi razred sem treniral karate, ja. Super želja iz otroštva. Mislim, ni kung fu filma, ki ga ne pregledal, ne. In noro. Pa si res mislil, ne vem, tam, ko si skakal čez kokro, da si karate kid, ne? Dajma še to poslušati. Dajma še to poslušati. Sva hodila kle ob okoliško reko Kokro, to je neko okolje, kjer so plaže in zdaj vsi normalni skačejo v vodo, tam se pravi skala v vodo, Luka je pa skakal iz skale na nek drug breg, ta skala je bila visoka nekje 2-3 metre
Meni je hotel pokazati, kako je to fino, ker je bila tam neka veja palca in on je skočil iz skale na tisto vejo, jo objel in potem se je zibal, na kar je po ene parih poskusih on to vejo zgrešil in padel direktno na hrbet na neko korenino. In kar nek lep čas on do sape ni prišel, tako da sem se že malo strašil, kam bom tekel po kakšno pomoč, ampak na koncu se mu je na vso srečo, tako kot že parkrat, tudi takrat dobro se šlo. No? Ja, spet je že on vse povedal. Mislim, takrat mi je bil ful dober film, še danes se spomnim naslov Kača v orlovi senci. Jackie Chan v glavni vlogi, takrat je bil še ful mlad Jackie Chan. In oni so imeli pač različne tehnike kung fuja. Eden je imel orlovo pest, eden je bil pa tudi kot neka mačja šapa in on je skočil vedno ko mačka. In jaz sem tega Miha, soseda, Mihac sem ga klical, ker je bil toliko mlajši. Mihac, daj, moraš biti ka mačak, ka mačak. In jaz se odrinem tisto vejo, nekako me zaziba nazaj in direkt vzel sapo. Ja, v glavnem, še smo tukaj. Si preživel. Ja, in pol Miha ni probal za mano, a ne? Sva šla dol. Evo ga, zdaj pa še ena šolska. V tej rubriki se reče Vidometer. V tej rubriki bova preverila tvoje znanje v športu, ki si ga izbral. Kdo je bil drugi ob tvoji etapni zmagi na Giro 2014? Giacomo Nizzolo ali Taylor Farrar? Nizzolo. Taylor Farrar je bil tretji, se mi zdi. Zasebno moštvo Bike Exchange sestavljajo kolesarji iz koliko držav? 12 ali 14? 14. Kdo ima več sledilcev na Instagramu? Primož Roglič ali Tadej Pogačar? Verjetno Pogačar. Kje je potekalo prvo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu leta 1921? V Nemčiji ali Franciji? Ugibam, v Franciji. Katera dirka je starejša? Giro d'Italia ali Tour de France? Giro d'Italia. Koliko etapnih zmag na Tour de France imata v lasti Eddy Merckx in Mark Cavendish? Mislim, da 34. To ti sploh nisem povedal, sem te stresiral, da vidim, če znaš. To je bilo letos, ne? Zato vem. Koliko odstotkov potniškega prometa v Amsterdamu poteka na kolesih? 40 ali 33%? 40. Katere barve so pike na pikčastem dresu Vuelte? Modre ali rdeče? Modre. Kateri kolesar je prvi osvojil vse 3 Grand Toure? Jacques Anquetil ali Raymond Poulidor? Poulidor je starejši. Katera država je na olimpijskih igrah v Tokiu imela največ kolesarjev v vseh disciplinah? Avstralija ali Nizozemska? Mislim, da Nizozemska. Avstralija. Evo ga, koliko odgovorov misliš, da si imel prav? Recimo nekih 75%. 75%. Imel si 6 pravilnih odgovorov. In koliko napačnih, ker ne vem, koliko je bilo vprašanj? 10 vprašanj. 10 vprašanj, Okay, 4 60, napačne. evo. Ja. 60. Sledilce na Instagramu ima Primož Roglič več. Tole si me malo presenetil. Prvo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu leta 1921 je bilo v Nemčiji, ne v Franciji. Pa katera dirka je starejša? Je Tour de France starejša. Tour de France je starejša. Ja, prva izvedba tura je bila 1. julija 1903, Giro pa je bil prvič organiziran 1909. Da ne bom sam jaz spraševal zdaj tebe, ti pa jaz v naslednji rubriki ponujam priložnost, da ti meni nekaj vprašaš, da odpreš kjerokoli temo, tako da ime teme je pa Previdno z mano. Glede na to, da sva oba športnika, da je večina gledalcev, ki jih zanima šport,
dajmo pol vprašanje športnega življenja. Mene najbolj zanima, kako imate vi to sestavo kluba, pa taktike in vsega tega, ne? Mislim, vi imate tudi več igralcev, ki igrajo na tvoji poziciji in več, ki jih na drugi poziciji. In kako je to medsebojno rivalstvo v sami ekipi? Se pravi, da, ne vem, prva postava, da igraš in tako naprej. A ste to še zmeraj ful prijatelji vse, ali tudi kdaj, ja, moram biti boljši kot ta, da bom štartal v prvi poziciji, ne? Ja, odvisno s kakimi tipi ljudi igraš, ne? To je zelo zanimivo vprašanje, ja. Ja, v bistvu rečemo, da sta na vsakem 16 igralcev rečemo v postavi celotni, potem imaš na vsaki poziciji imaš po 2. Ja, na začetku sem bil zelo, ne bom rekel egoističen, ampak ja, mi je bilo pomembno, da jaz igram, da jaz zabijem gole, pač to jaz sem hotel pač vedno biti najboljši. Ampak potem se nekako to, ne vem, z experience oziroma z leti, z izkušnjami, nekako hočeš pomagati svojemu kolegu. Vse tisto rivalstvo med sabo, da bi bil boljši, je še vedno. Ampak po drugi strani sem pa bil z veseljem, sem pomagal, naprimer, ne vem, sem gledal trening, kako je napadal, pa sem rekel, mogoče bi mogel tudi iti malo bolj široko, če ima, pa pol sem rekel, če ti vidiš kaj takega, dajmo se pogovoriti, pa mi tudi povej. Jaz nisem imel nobenega problema s tem. Kako se pripravite na ekipo, ki čaka, recimo, na naslednji tekmi, ne? Ali pa imate videoanalize, to in pa pol, kako je analiza po tekmi? A jih sploh imate, a jih nimate, ali to drugi delajo? Ja, ne, pač v klubih so vedno ljudje, ki pač delajo analizo, ki imajo posebne, na računalniku imajo posebno aplikacijo in potem na podlagi tega lahko hitreje, rečemo, analizirajo, še posebej na velikih tekmovanjih, ko je, rečemo, vsak drugi dan tekma. Ti odigraš tekmo, če je bila res slabo odigrana tekma, pa rečemo, da smo bili slabi zadnje 3-4 tekme, da so se stvari ponavljale, potem pač tudi pogledamo našo tekmo oziroma izseke iz tekem in na podlagi tega rečemo, ali trener reče, ali nekateri izkušeni igralci rečejo, tu bi mogel stati, tu me moraš počakati, tu moraš priti prej. No, ni pa še na tem nivoju, da bi rekel zdaj, tako vi, data science. Hvala, da si današnji trening zamenjal s klepetom z mano. Veliko novega smo zvedeli v kolesarstvu in še posebej jaz, ko sem zelo radoveden, pa me bolj kot ne veliko stvari zanima. Tako da sedaj še bolj cenim ta vaš trud. Zdaj mi pa ti povej, še zadnjo vprašanje imam jaz zate. A imaš ti kako najljubšo traso, rečemo, tekmovalno traso? V bistvu tekmovalna trasa bi lahko rekel pač dirka, ne? Če imam najljubšo dirko. Ja. Najljubša dirka mi je v bistvu Milan-San Remo. Cel dan bolj kot ne ravno, malo klepeta, sicer se malo vleče, ker je 300 km dolga, ampak ko pa prideš v sam finale, je pa res ti zadnja ura dirkanja eksplozivna. Par res kratkih klancev, ki se rečejo kape, se pravi Capo Berta, Capo Mele, po tej Azurni obali, ki potujemo proti San Remu. In potem 2 najbolj ikonična klanca v bistvu v kolesarstvu, to je Cipressa in pa Poggio, ki v bistvu odviješ iz obale na klanča gor. Prvi je približno 10 minut dolg, vrtoglav spust nazaj do obalne ceste in pa pol še tik pred ciljem, približno slabih 5 minut, se pravi 2 km dolg Poggio in pa spet vrtoglav spust v sam cilj. In to je to. Evo, Luka, vse dobro, hvala še enkrat, da si se vzel čas, da ne bi imel nikoli utrujenih nog, predvsem pa srečno na SP v Belgiji. Tako da drž se, pa se kmalu vidimo. Hvala tebi, Vid, hvala za tole povabilo in prav hitro je minil. Moram reči, da je bilo prijeten pogovor. Ja. Veš kaj, smo oba brez las, pa oba zgovorna. Pa je to najbolj. Oba sva eksplozivna. Ja, oba sva eksplozivna, da ima vse pobralo. Važi, uživaj, drži se. Hvala ti tudi, tebi tudi. Čau. Čau.